Kaj je bil največji izziv na vaši poslovni poti? Moj je bil definitivno, ko sem prešaltil iz redne zaposlitve in sem odprl SP. Se pravi, da sem uradno šel na to freelancersko pot, ker je bilo ful enega podzavestnega stresa. Se pravi, jaz se nisem sploh zavedel, da sem pod stresom. In mi je pa telo pokazalo, da sem pod stresom, ne? In sem mogel malo bolj ustaviti konje, ne? Ampak ful me je bilo strah tega, ne? Ker imaš redno zaposlitev, nekdo je zate odgovoren, tvoj šef, on se trudi zate, da bo tvoje mesto ostalo. Sprav nekako si, kaj bi rekel, doma živiš, ne? Tako, ko imaš starše, oni skrbijo zate. Se mi zdi, da če si v podjetju, je tako mal podoben status, a ne mal podoben odnos, ne? Ko pa greš, odpreš SP, že sam si začneš prispevke plačevati, dobiš res neko tako lahko breme ali pa odgovornost na svoja ramena. Ne? In vem, da mi je bilo to takrat težko tako miselno si reči ali pa se prepričati, vse bo v redu. Ne? Tako da je bilo malo stresa tega, strahu. Ne? Jaz bi rekel, da začetek je bil meni zelo tak, kaj je bila neka sprememba življenjskega stila. Tako iz nekih študentskih let v neko kariero. Ker nisem tako dobro vedel, kaj bi sploh. Tako da ti si marketing bolj malo kasneje se odločil, ne? Da bi prsujil. Nisi takoj, nisi med faksom že vedel, ne? Ne, nisem. Tako da to je bilo meni najtežje začetek. Tako prvih, ne vem, 6 do 12 mesecev od takrat, ko sem jaz bil tako še recimo pa se takrat nisem bil več študent. Ampak ja, tako, končam faks in pol tist neki ena megla, ne vmes. Jaz se spomnim, ker sem ja enkrat dobila v centru, ti si se glih pripravljal na govor, ki si ga imel na TED-u. To je takrat. Kjero leto je to? To je bilo točno takrat, to je bilo konc, to je bilo november 2014. Dobila sva se tam zraven stare mačke, kaj je tist lokal bil? Pač v centru. Ja. In vem, da si mi tako rekel, si mi, ja, zdaj bom, nekaj sem imel našparan, nekaj v tem smislu, zdaj mi to počas zgineva in moram nek job najdeti. Vem, da si ti takrat astro delal, pa nisi delal. Ne? In si te vprašal, kaj pa razmišljaš, a ne? Ja, marketing, a ne? In jaz sem pa takrat že bil v marketingu, jaz sem bil tako, itak sem enkrat na mesec slišal nekoga, ki se bo spravil v marketing, a ne? Ampak ti si to pa res naredil sam, ne? Mislim, tako ali si kurse poslušal, pa si pa dobil zaposlitev tam na... Moji kursi takrat so bili Gary Vaynerchuk. Ok, ampak si tudi nekaj drugega... si tudi ene konkretne kurse marketinške delo? Ne, nisem. A ne od Googlea, AdWords, ne? Ne, nič. Gary Vaynerchuk. Gary V, vsak dan. Hudo. On je imel takrat vsak dan epizodo. Ja. In to je bilo 15-20 minut o pralance o najbolj aktualnih temah. To je res, ja. In, a veš, jaz se pa spomnim teh, tudi ko sem bil na EKV na intervjuju, jaz sem tam nekaj govoril, samo to, kar sem tam slišal. Ja. In je bilo to. Ja, to je ful napredno bilo. Ja. Mislim, tako, ja. Ja, ne, Gary, mislim, takrat, mogoče sem jaz malo kasneje pa še Gary, ampak sem imel tudi obdobje, tako, vsak dan sem poslušal. Ja, Gary V, pa pol te garaž sele. On je imel točno tako, taka miza je bila, zadnji pisarna se je videla. Steklo, ja. Tako, in je bil question, takole na ekranu iz Twitterja, vprašanje, in on je vprašanje odgovoril. In to je bilo 3-4 vprašanja. Poglejte zdaj, škraba. Ja. Evo te v isti poziciji. Malo lepša miza. Tako. A bazen. Škraba. In je samo govoril, ne. Evo, ti bi lahko imel škraba. Ja.
Si imel neki na Instagramu. Ampak da bi tako snemal. Ja. Vsak dan. Ja, Pralenca. Da tam malo uspe. Pa akademija, pa spamanje po social networku. Kaj je akademija? Tako kot Andrew Tate. Ja. Ampak job si pa dobil tudi na social mediji, ne? Ja, LinkedIn. Ja. A si povedal, kdaj je to zgodbo tukaj? Po moje sem. Itak imamo ful novih poslušalcev skozi, tako da lahko še enkrat poveš. Niso vsi vsaj poslušali, po moje. Ja, jaz sem, veš kaj, takrat na LinkedInu je vem, kdo je, Fedja Hvastja je objavil en članek z naslovom, da je, v bistvu tema je bila, da je stanje marketinga v Sloveniji porazno, ne? Kako slovenska podjetja, kako mi nimamo te kulture marketinške. Ne? In pa spodaj je Mark, ki je bil takrat direktor EKVB-ja, je komentiral, da se strinja z vsem napisanim in da če avtor članka pozna koga, ki bi razumel high-tech industrijo pa marketing, da ne ga predstavlja. In jaz sem videl ta komentar in jaz sem pisal Marku, a ne direkt. V privat. V privat, ja. In sem rekel, ja, EKV, ful hudo, ne. A si poznal to firmo prej že? Poznal sem. Sem bil geek, ne. In napišem tako res, ne vem, tako po alinejah sem pisal, kaj bi jaz delal, ne, če bi prišel k njim delati. In on je pa meni odpisal, zanimivo, da bi prišel na razgovor. Na pogovor. In pol sem jaz tja prišel, pa smo se malo pogovarjali in pa je rekel, zdaj to si tako napisal, ne, predloge, vzam si en teden, pa napiš tako nek konkreten predlog, ne, če ti plan, če ti zdaj priješ delati, kako boš začel, kaj bojo bile prve neke tvoje naloge, ja. Jaz sem to poslal in pa so me spet povabili. A si se ful potrudil za to? Sem, ja. Ful. In, to je bila neka prezentacija, deck. Ja. In takrat sem začel kot social media manager. To je bila prva tam pozicija, pa sem pa rad vodja marketinga tam, ja. Tako da, v bistvu mene ni noben za CV vprašal, recimo, ne. Takrat. Sem šel na pogovor, smo se pogovarjali, pa si pa tiste delivero naredil, tako in pa sem začel, ne. Je bilo pa kar težko, na začetku, ker to je bila neka uspešna firma, ki je delala na globalnem trgu, ne. To je takoj drugačen mindset, kot če ti kle neki v Sloveniji delaš, ne. In mi je pa res bilo, ker je bila v industriji, ki me je zelo zanimala, me še zdaj, je bilo zabavno. Pa naporno. Ampak ker je bilo zabavno, je bilo tudi gudne. Ne, ampak sej, če tako pogledaš iz Markove perspektive, ne, on je dobil nekoga, ki ful pozna industrijo strani uporabnika, ful pozna social media, plus ni v boksu nekega izkušenega marketingaša, ki je zelo zaprt v škatlo, kako se delajo stvari, kaj je treba narediti, neke template. Ti si v bistvu svežino prinesel, lahko, ne? Tako, in sej Mark je bil tudi zelo, kako se tem reče, pivotal, zelo pomemben dejavnik, da sem jaz se razvil naprej. Pa da je videl to, ne? Ja, da mi je dal priložnost, ker on mi je dal priložnost, ne? Ja. Pa tudi za naprej, da ni rekel, ti boš ostal social media manager, mi bomo zdaj vodja marketinga. Ne, on je v bistvu mene, kako se temu reče, nurturil, vzgajal, njegova vzgajal, da bom jaz vodja marketinga. Ja, ampak je mogel videti nek potencial, verjetno. Potencial, da se njemu sploh splača to delati. Ja. Tako da si ti sigurno, veš, kaj sem te hotel vprašati, koliko misliš, da ti je pomagal v glavi Marka to, da si ti astro naredil? In se mislim, da on meni rekel, da je to neki pomagal, zato ker je videl, da neki sem naredil. Ne? Ja. Ker jaz to, ne vem, če se spomniš, jaz sem imel enkrat en projekt, ki sem mladim pomagal. Tiste CV-je. Ja. Ker jaz sem takrat ogromno razmišljal o tem, kako začeti kariero.
ker jaz sem imel tudi malo stragla, ti si imel, vsakega, ki sem poznal, je bil najtežji v bistvu ta začetek. Ja. Ker politik začetek pa enemu sposobnemu ali pa ambicioznemu posamezniku, pol kasneje ni več tako težko, se začne stvari same odvijati. Ampak ta začetek, kako prodreti v bistvu brez izkušenj nekam, pa se začeti učiti. Ne? To sem jaz videl ful velik problem pri svojih vrstnikih. In pri sebi. Jaz sem ponujil, da za ston prijem delati, pa so me zavrnili. To je bilo tako takrat. Na vsak način sem hotel priti v eno pisarno, ker nisem več hotel delati v gostinstvu, ker sem videl, da zgubljam čas. No in sem ta projekt pač pol zagnal, da sem za ston delal te CV-je. Ampak CV sploh ni bil point, ne? Jaz sem jih v bistvu, tako je bilo moje razmišljanje, jaz bom privabil ljudi na svojo platformo, s tem, da jim naredim za ston CV. S tem bom že takoj target grupo dobil. To so tisti, ki iščejo službo ali pa hoče zaposlitev. Polk jim bom jaz dal CV in bom jaz povedal, da je CV brez veze. Zato, ker jaz sem zavrnil tiste, ki niso imeli nič zadeti v CV. In pol on reče, a veš, pol pa pritoževanje. Ja, kako naj dam kaj v CV, če moram prvo dobiti službo, ne moram pa dobiti službe, ker nimam CV-ja dobrega. In so mislili, da so v začaranem krogu. In sem jaz rekel, vedno, mislim, ta tvoj projekt je ekstremen, ker si ful časa mogel uporabiti. Ampak nared neki. Neki nared, ki se bo videl na internetu. Zelo dobro je, da je družbeno koristno, mogoče ne rabiš s tem nekega keša služiti. Lahko je celo samo tvoj blog, pa nekaj pišeš, pa nekaj, ne vem. Tudi zdaj, ko imam te mentorirance, ki se začenja učiti dizajn, kaj pa ne pišem na blogu, vse nič ne znam. Ja, piš o tem, kako se učiš. Dokumentari. Danes sem se odločil, ta teden se bom naučil konverzije shopping kartov na spletnih trgovinah, če si UX designer. Pej tu se researchati, pa piš. To sem najdel, te konverzije so boljše. In tukaj je en primer, ki sem ga naredil. To je en blog post. In greš naprej. Ne? In ti, če s tem prideš do enega marka, on bo videl to. On bo videl, ti si drugačen si od ostalih. In to jaz vedno sem probal nekako polagati na srce ljudem. Pač neki ustvar, da boš izstopil iz te množice ljudi, ki imajo samo CV. Absolutno. Mislim, na CV-ju imajo, delal sem fakulteto to. Imel sem 9. To imajo, mislim, to je brez veze. Nekaj unikatnega. Zato sem te hotel to vprašati, ker če bi jaz enega zdaj dobil mladega, pa reče, Astro sem naredil, pa klikam jaz tako mal, stari takoj priti, nekaj bomo najdel za tebe zadelati, mislim, takoj. Tako da to v razmislek.